Lepo pozdravljeni. Na osnovni šoli Ivankovci je minulo sredo potekala slovesnost ob otvoritvi razširjene telovadnice, ki bo namenjena šolarjem, športnim društvom in širši skupnosti. Doslej so imeli na voljo 763 kvadratnih metrov površin, z dograditvijo pa so pridobili dodatnih 550 kvadratnih metrov. Skupaj zdaj telovadni prostor obsega približno 1400 kvadratnih metrov. 1400 kvadratnih metrov velika telovadnica bo odslej razen osnovnemu namenu služila lahko tudi kot prostoren prireditveni prostor, kar se je izkazalo tudi že na otvoritveni slovesnosti. Slovesnost je bila pester dogodek, ki so se ga udeležili tako šolarji kot učitelji, številni domačini in gostje, med katerimi so bili župan Danijel Vrtnjak, podžupan Zlatan Fafolič, poslanec Andrej Kosi, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan, Špela Bergoč iz Zavoda za šolstvo, predstavniki izvajalcev in mnogi drugi. Poseben gost prireditve pa je bil vrhunski biatlonec Jakov Fak. Zbrane je uvodoma pozdravil župan, ki je med drugim dejal: Moram reči in se vseeno, če se skupaj malo pohvalimo, v dobrem letu bomo vse skupaj z ministrstvom nekaj malo pomoči tudi za fundacije. Zgradili smo približno za 2,5 milijona evrov investicij na področju športa, kar jaz mislim, da za občino ranga 12.000 prebivalcev je to zelo, zelo veliko. Zato dajmo en aplavz za Ministrstvo za gospodarstvo, šport in turizem, ki se res trudi in moram reči, da se veliko vlaga na področju športa, tako da po celi Sloveniji se gradi in to smo iskreno lahko hvaležni. Tudi poslankam in poslancem, da so sprejeli zakon, ki to omogoča, tako da res hvala, da tudi na tem področju z vsemi proračuni, ki jih občine premoramo, lahko tudi na tem nekaj napravimo. Gradnja prizidka je stala blizu 1.600.000 evrov. 500.000 je za gradnjo primaknilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Gradnja je trajala dobro leto. Razen telovadnega prostora so v sklopu investicije uredili še 2 dodatni garderobi, prostore za shranjevanje rekvizitov, kabinet za gimnastiko, prostor za fitnes in namizni tenis ter ločene sanitarije za zunanje uporabnike. Posebna pridobitev je plezalna stena, prva tovrstna v občini Ormož. Ravnateljica šole veselja nad novo pridobitvijo, ki bo omogočala izvedbo razširjenega programa, kar pomeni 5 ur športne vadbe na teden za vsakega učenca, tudi ni skrivala. Ker je kontrast med prejšnjimi prostori naše telovadnice in sedanjimi tako očiten, da nas impresionira v vseh porah našega dojemanja. Zato, spoštovani prisotni, dovolite, da se na tem mestu zahvalimo in se zahvalim županu občine Ormož in njegovi ekipi, ki je najbolj zaslužna, da smo danes tukaj. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki je projekt sofinanciralo. Projektantov, izvajalcev del, nadzornikov, predvsem gospodu Kosecu, ki so se ob največjih težavah znašla na objektu tudi ob 9:30 zvečer. Našim gasilcem, ki so nam pomagali takrat, ko so si drugi odpovedali. Našim zaposlenim, ki so zdržali pri motnjah pouka in seveda našim učencem, ki so ves čas gradnje z navdušenjem opazovali nov rastoči objekt. V nadaljevanju je zbrane pozdravil tudi državni sekretar, ki je prepričan, da je vlaganje v šport in športno infrastrukturo po državi ena boljših naložb. Ko smo pogledali Slovenijo, smo ugotovili tisto, kar smo tako in tako vedeli. Osnova slovenskega športa je infrastruktura v lasti občin. Večina vrhunskih športnikov začne v tovrstnih objektih. In če ne bomo skrbeli za objekte v lasti občin, smo nekaj zelo slabega naredili. In to, kar se sedaj dogaja, to si zamislite.
Pristojni smo od aprila leta 2023. Do tega trenutka smo izdali že 308 sklepov za podporo tovrstnim investicijam po celi Sloveniji. Tako da dogaja se nekaj, kar se nikoli ni dogajalo. Investira se v športne objekte 1/4 milijarde evrov, od tega da država svojih 68 milijonov, ostalo dajo občine. Ampak tega nikoli v Sloveniji ni bilo. Tudi zato tako hitro proračuni rastejo. Druga stvar, najhitreje pri nas narašča denar za podporo otrokom in mladim. Ko smo sprejeli ministrstvo, je bilo za ta namen samo 5 milijonov. Naslednje leto bo že 12 milijonov. Ampak to so denarji, ki so namenjeni za nove trenerje, za nove programe in za več priprav našim športnikom, tudi najmlajšim. Tisto, kar je pa meni osebno mogoče najbolj pomembno, nismo pozabili na ljudi, ki jim je najtežje. Komu je pa najtežje? Najtežje je invalidom. Med nami živi 10% Slovenk in Slovencev so invalidi, različnih stopenj. Ampak do sedaj imamo seveda vrhunske tekmovalke in tekmovalce tudi znotraj parašporta. Ampak nekega organiziranega pristopa pa nimamo. Do konca leta bomo imeli po celi Sloveniji izpostavljenih 12 centrov za šport invalidov. In ljudje, ki bodo vodili te centre, ne bodo samo na eni lokaciji. Najemali bojo telovadnice z javnim denarjem in izvajali športno aktivnost, ki bo varna za invalide po celi Sloveniji. Ali pa drugi program, Zmigaj se do vadbe. V tem trenutku je že podpisanih 151 pogodb z izvajalci po celi Sloveniji, tudi iz Ormoža, da ljudje, ki se ne gibljejo, pridejo do brezplačnih 60 ur z človekom, ki zna, tako da se napreduje, hkrati pa da ni nevarnosti, da se pa tudi kaj grdega zgodi. Kot poslanec sem zelo ponosen, da sem lahko član odbora za gospodarstvo, znotraj katerega oziroma ki sodelujemo torej z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport. Kajti, čeprav sem opozicijski poslanec in sem bolj ali manj kritičen do trenutne oblasti, pa lahko pa rečem, da pa moram dati pohvalo znotraj tega ministrstva, kajti ta odbor je ena izmed redkih odborov v Državnem zboru, kjer opozicijski in pozicijski poslanci, minister, državna sekretarja, predstavniki ministrstva sodelujemo korektno, kajti zavedamo se, da le tako lahko pridemo do določenih rezultatov. In to je tako kot v športu. Vsak posameznik ne doseže rezultata, če ni skupne sožitja, če ni skupne usmeritve, če ni sodelovanja in če ni dobre volje. In tako je tudi tukaj. Je med drugim k besedam državnega sekretarja Dejana Židana dodal poslanec Andrej Kosi. V glavnem v Ivankovcih so razširjene telovadnice, ki bo služila tako šolarjem kot vsem krajanom veseli. Tako da so tudi kulturni program ob otvoritvi pripravili z vso vnemo. Od izbranih besed, ki sta jih izbranim namenili šolarki, ki sta se izkazali kot voditeljici, do šolske plesne in folklorne skupine ter pevskega zbora.
Na osnovni šoli Ivanjkovci je navada, da na posebne dogodke, ki jih prirejajo, povabijo katerega od uspešnih slovenskih športnikov. Ob priložnosti otvoritve telovadnice so medse povabili biatlonca svetovnega kova Jakova Faka, ki je zbranim predstavil svojo športno pot od šolskih dni do danes. Poseben trenutek pa je na koncu predstavljal prerez traku. Namreč po plezalni steni ga je najprej do stropa odnesel šolski plezalec Mitja Babič. Poglejte, kako samozavestno Mitja nese trak. To bo resnično slavnosten trenutek za vse nas. Aplavz za Mitja. In zdaj se Mitja počasi spušča nazaj na tla. Varno in previdno pod budnim očesom učitelja. Vsi ga opazujemo. Če čutimo napetost tega slavnostnega trenutka, kaj pravi, smo pripravljeni? Seveda smo pripravljeni. Gostje in učenci, vsi skupaj bomo sodelovali pri svečanem prerezu traku. To je trenutek, ki ga bomo dolgo pomnili. Pozor, tukaj je Mitja. Trak je na mestu. Vsi so pripravljeni. In zdaj bo čas za svečani prerez. Pa odštevajmo skupaj. 3, 2, 1. Ob Mednarodnem dnevu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je aktiv ravnateljev občin Ormož, Središča ob Dravi in Sveti Tomaž pripravil prireditev, ko podelijo priznanja poimenovana po dr. Karlu Osvaldu za 20, 30 in 40 let dela v šolstvu, priznanja ob upokojitvi, plakete in nagrade za življenjsko delo, ki so jo letos namenili dolgoletnemu ravnatelju osnovne šole Miklavž pri Ormožu, Vladu Hebarju. Aktiv ravnateljev občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je letos že 13. leto ob Mednarodnem dnevu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju pripravil svečanost, kjer so podelili priznanja in nagrado poimenovano po slovenskem pedagogu, rojaku, doma iz Središča ob Dravi, dr. Karlu Osvaldu. Zbrane v Ormoškem domu kulture je najprej pozdravila predstavnica aktiva ravnateljev Darja Vezjak, ravnateljica osnovne šole Stanka Vraza, ki je med drugim povedala. Vsi, ki delamo v vzgoji in izobraževanju, vemo, da so izzivi številni. Sistem postaja vse bolj kompleksen, potrebe otrok in mladih vse bolj raznolike, pričakovanja družbe pa pogosto presegajo realne zmožnosti. Kljub temu ali pa prav zato je naše delo še toliko bolj dragoceno. Nekaj izbranih misli so v nadaljevanju zbranim izrazili še župan, predstojnica Zavoda za šolstvo Maribor in predsednica komisije za priznanja znotraj aktiva ravnateljev. Bolj cenimo to delo. Verjamem, da vsi vi večkrat pričarate nasmeh na otrokovem obrazu. Verjamem, da vsi vi večkrat izbrišete solzo iz otrokovega obraza in to je tisto, kar je tudi pri tem predanem delu potrebno upravljati. Zato se vam iskreno zahvaljujem, da negujemo in pa delamo družbo, s katero želimo živeti in pa da premagamo vsi skupaj izzive, ki nas na tem področju čakajo. Danes ste tukaj zbrane izjemne posameznice in izjemni posamezniki, ki svojim predanim delom zaslužite vso priznanje. Prav je, da vaše izjemno delo nekdo opazi in reče, to ste pa res dobro opravili ali pa odlično opravili. Hvala, da skrbite za najžlahtnejše vrednote, za znanje, spoštovanje, etiko, pogum, empatijo. Malo se ponavljamo, ne da? Samo malo v drugačnih povedih. Ampak prav to počnemo in zato je to treba poudariti.
Hvala, da se zavedate, da se otroci nikoli niso dobro učili od tega, kar odrasli govorijo, temveč od tega, kar odrasli so. Hvala, da upravljate ne samo poklic, ampak svoje poslanstvo, da v mladih prižigate luč radovednosti, luč poguma in predvsem luč sočutja. Priznanja in nagrade, ki jih boste danes prijeli, niso le simbolna gesta. So potrditev vašega vsakodnevnega truda, vaše predanosti in strokovnosti. So dokaz, da smo opazili, kako z veliko mero srčnosti in odgovornosti opravljate svoje delo. Podelili so 32 priznanj, 10 za 20 let dela v vzgoji in izobraževanju, 3 za 30 let, 4 za 40 let dela v vzgoji in izobraževanju. Med temi je bila tudi profesorica Sonja Posavec, ki pa je na podelitvi ni bilo. Podelili so še 4 priznanja ob upokojitvi in za 40 let dela v vzgoji in izobraževanju. Na podelitvi ni bilo Marije Cvetko. Priznanja ob upokojitvi za dolgoletno delo v vzgoji in izobraževanju pa je prejelo 11 zaposlenih. Žal jih 5 ni bilo na podelitvi. Na koncu so podelili še 3 nagrade za življenjsko delo in eno posebno priznanje. Nagrado dr. Karla Osvalda za življenjsko delo in s tem tudi za izjemne dosežke na pedagoškem in organizacijskem področju pri uveljavljanju vzgoje in izobraževanja so prejeli. Leon Lah, učitelj glasbene umetnosti na osnovni šoli Miklavž pri Ormožu in na osnovni šoli Ivankovci. Marija Rajh, učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli Velika Nedelja. In Alenka Šalamon, učiteljica glasbene vzgoje na osnovni šoli Ormož. Aktiv ravnateljev občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki razpisuje in podeljuje plakete in nagrade dr. Karla Osvalda, pa se je letos odločil še za posebno nagrado za življenjsko delo, namenjeno ravnateljem, ki se upokojijo in imajo za seboj najmanj 3 mandate ravnateljevanja. Dodelili so jo Vladu Hebarju, dolgoletnemu ravnatelju osnovne šole Miklavž pri Ormožu s podružnico na Kogu in vrtcema v Miklavžu in na Kogu. Priznanja so podeljevali predsednica Komisije za priznanja in nagrade znotraj aktiva ravnateljev Jasna Munda in predstavnica aktiva Darja Vezjak ter župan Danijel Vrbnjak. Zaključno misel pa je zbranim namenil nagrajenec Leon Lah, ki verjame, da odhod učitelja v pokoj ni konec poslanstva. Kot se z jesenjo začne novo šolsko leto, lahko jeseni vzbrstijo še mnoge nove ideje. Minuli petek so v Centru starejših občanov v Ormožu pripravili tradicionalno prireditev Pozdrav jeseni. Letos je bila to že 24. prireditev po vrsti. Sončno popoldne je na dvorišče doma privabilo stanovalce, zaposlene in številne obiskovalce. Dogodek Pozdrav jeseni že 24 let velja za osrednjo prireditev, ki jo v Centru starejših občanov Ormož pripravijo za stanovalce, njihove sorodnike in predstavnike številnih institucij v občini. Med obiskovalci so tako bili tudi župani občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Danijel Vrbnjak, Toni Jelovica in Mirko Cvetko. Nekdanji direktor Centra starejših občanov Ormož dr. Bojan Burgar, direktorji raznih javnih zavodov, stanovalci doma pa so seveda bili najbolj veseli sorodnikov in prijateljev, ki so se ob tej priložnosti poveselili z njimi. Kot običajno je dogodek prinesel kulturni program in najprej je zapel domski ženski pevski zbor, sestavljen iz zaposlenih pod vodstvom Leona Laha. Potem se je predstavil bend gimnazije Ormož pod vodstvom Aleša Ljubija, s igranjem na harmoniko pa je za prijetno vzdušje poskrbel mlad harmonikar.
Za nekaj smeha pa še čarovnik Luka Lovrec. Zbrane je uvodoma pozdravila direktorica Janja Jurkovič, ki se je med drugim zahvalila občinam soustanoviteljicam in vsem sodelavcem za odlično sodelovanje. Hvaležni smo, da ne pozabljate, da je starost nekaj, kar pride, neizbežno. Nekaj, kar nas na poti sreča in pomembno je, da smo takrat pripravljeni, da jo sprejmemo in svojo jesen življenja preživimo na dostojen, prijeten način. Sodelavci so še tisti, ki si na tem mestu zaslužijo pohvalo in zahvalo. Ker ves čas poslušamo, kako je v domovih za starejše kadrovska stiska, kako težko je delo in obremenitve velike, nam skoraj da ni dovoljeno priznati, da smo kdaj tudi zadovoljni, da se razumemo in da z veliko truda zmoremo. Zato danes pred vsemi sporočam sodelavcem. Hvala za trud, razumevanje, empatijo in vaš prispevek k temu, da nam uspeva. V imenu županov občin soustanoviteljic občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je zbrane pozdravil župan občine Ormož Danijel Vrhnjak, ki se je zaposlenim zahvalil za kvalitetno delovanje doma. Stanovalcem pa zaželel dobro počutje v domu. Zbrane pa je z nekaj izbranimi besedami pozdravil tudi poslanec Andrej Kosi. Na koncu pa še Stanko Majcen, predsednik sveta stanovalcev v domu in vsem zaželel prijetno druženje na še eni tej tradicionalni domski prireditvi. Zbranim pa je pozdrave iz občine Središče ob Dravi prinesla Silva Kovačec-Lah, članica skupine za samopomoč starejšim v tamkajšnji občini. Spregovorila je o prijateljstvu in pomoči drug drugemu. Po uradnem delu je sledila bogata pogostitev iz domske kuhinje in srečolov z nagradami, ki so jih prispevali številni velikodušni donatorji. Je pa bila to priložnost izvedeti kaj več. Namreč občina Ormož želi skupaj s partnerji vzpostaviti skupnostni center za demenco, ki bo umeščen v povsem novi stavbi, ki bo zgrajena ob že obstoječem centru za starejše občane. Projekt so prijavili na Ministrstvo za solidarno prihodnost, kjer računajo na potreben 1 milijon evrov državnega denarja. Ja, vlogo smo oddali, upajmo na uspešnost na samem razpisu, vseeno je več kot 1 milijon evrov vredna investicija, tako da 26. septembra mislim, da je bilo odpiranje samih vlog, ko bo sporočeno, upam, da pozitivno, vkolikor bo pozitivno, bo investicija zelo hitro stekla, tako da obetamo se dobrega rezultata na razpisu. No, kako to, da ste se sploh odločili, da bi torej postavili to dodatno zgradbo? To moram reči, da je že dolgo časa nekako bila prisotna ta ideja, da bi tudi dnevno varstvo za dementne ljudi tudi za to poskrbeli, tudi konec konca za njihove svojce. Z vsemi društvi, od spominčice do zdravstvenega doma, rekel tudi ostalih društv, ki delujejo psihiatrične bolnice in tako naprej, smo nekako prišli že prej do te ideje. Zdaj se je ponudila priložnost, 3 centri, vemo, da se bodo na vzhodni strani Slovenije gradili in jaz upam, da bo ena izmed teh 3 prav v Ormožu. Ljudi, ki zbolevajo za demenco, je namreč vse več, potrebe pa bodo v prihodnje še večje. V Centru za starejše občane že imajo oddelek za osebe z demenco. S tem projektom bi zgodbo z načrtovanimi vsebinami samo še nagradili. Gre za posebej stavbo, ki bi stala tik ob našem obstoječem centru starejših, ob oddelku, ki je namenjen osebam z demenco, tako da bi kasneje mogoče bilo smiselno to kdaj povezati. Veliko se bomo povezovali, naši programi bodo delno lahko izvajani tudi tam v tistih prostorih, je pa veliko deležnikov, ki bomo sodelovali pri tem, tako da jaz mislim, da v primeru, da dobimo, seveda vsi si zelo želimo, da dobimo ta projekt, bo to velik doprinos za lokalno okolje, za vse 3 občine in za vse ljudi, ki se srečujejo z boleznim demence. No, verjetno projekti obstajajo, ne? Koliko mest bi se našlo torej v tem novem domu?
Ta skupnostni center je dejansko namenjen ljudem kot v smislu razbremenitve, se pravi, veliko bo izobraževalnih vsebin, ne bo toliko namenjeno varstvu, se pravi institucionalnemu varstvu, bodo pa možnosti, da bodo lahko svojci pripeljali svoje starostnike k nam v nekaj urno varstvo na določene aktivnosti, izvajalo se bo veliko delavnic za izboljšanje kognitivnih sposobnosti, veliko bo izobraževanj, veliko bo aktivnosti namenjenih tako svojcem kot ljudem z demenco. No, recimo, da si lažje predstavljamo, pa da vas vprašam, kakšna bo kvadratura tega? Dejansko je smisel projekta, je koncept projekta takšen, da so planirane dva malo večja prostora za aktivnosti, nekje okrog 50 ljudi, pa za 30 ljudi, potem so pa 3 take posebne sobe, ena soba bo senzorna, potem bo ena soba za nostalgijo, kjer se bo tako namenjeno starostnikom, da se vrnejo nekam v preteklost, in ena soba za počitek mora biti zagotovljena, potem pa morajo biti zagotovljeni podporni prostori za osebje, prostori za lokalna društva, se pravi tako, da bodo lahko prostor tukaj našla tudi društva, ki se ukvarjajo kakorkoli v povezavo z demenco. V Centru starejših občanov Ormož trenutno skrbijo za 193 stanovalcev, od tega jih je 28 v Svetem Tomažu. Na 3 različne lokacije pa vsak dan odpeljejo tudi 70 kosil. Trgovski center Jurkovič, ki se svojo pisano in pestro ponudbo razprostira na vhodu v mesto Ormož, je konec septembra praznoval 30 let obstoja. Leta 1995 sta ga zgradila Kristina in Stanko Jurkovič, ki se že od leta 1983 ukvarjata s slikopleskarstvom. Vse od otvoritve do danes v Trgovskem centru Jurkovič delujejo 4 podjetja. 30. september je v Trgovskem centru Jurkovič bil praznični dan. 30 let obstoja je namreč obdobje, ko se je center razvil v nepogrešljivo lokacijo, kjer je možno dobiti vse in še več za dom, gradnjo ali vrt ter kmetovanje in drugo. Znotraj našega centra deluje 4 podjetja, torej nekako 4 pere sta deteljica, in vsako to pero od deteljice predstavlja eno podjetje. Zdaj, najdaljšo tradicijo od teh 4 podjetij ima podjetje slikopleskarstvo Jurkovič, in sicer že od leta 1983 obstaja, torej že 42 let. Med tem časom, teh 42 leti so se preoblikovali, zamenjalo se je malo vodstvo, trgoma pa firma deluje že tako dolgo. Drugo podjetje, ki ima daljšo tradicijo od 30 let, je podjetje Jurko. Oni že obstajajo 35 let. Preden so prišli k nam v center Jurkovič, je podjetje delovalo na Cvetlični ulici, tam so se ukvarjali z veleprodajo. 95. leta pa so začeli z malo prodajo tu pri nas. Več kot 30 let obstaja tudi podjetje Mihajela, 33 let. Tudi oni so začeli na Kogu takrat, 95. leta pa so se preselili k nam sem. Podjetje Jurček pa obstaja torej 30 let, od takrat, ko se je odprl center Jurkovič, takrat se je začela tukaj malo prodaja iz tiste male trgovine, bili smo mlajši, bili smo manjši, neke prizidke smo delali vmes, smo se širili, ponudba se je širila, vedno več artiklov se je ponujalo in je bila pač potreba potem, da se razširimo. Kupci so predvsem lokalni, stranke čist, ki kaj potrebujejo, domači mojstri, domači kletarji, domači vinogradniki, domači kmetje, bomo rekli, vrtičkarji, ker pokrivamo širšo področje gradbeništvo, kmetijstvo, vinogradništvo. To, naši, lokalni. In tudi zunanji, tudi prihajajo kakšna podjetja, večja podjetja, privatniki. Torej praznujemo danes 30 let česa pravzaprav? 30 let od otvoritve centra Jurkovič. Torej točno na današnji dan, 30. septembra 1995, smo tu zunaj na dvorišču imeli en oder, imeli smo muziko, imeli smo uradno otvoritev centra Jurkovič, znotraj katerega so takrat vrata odprle te 4 dejavnosti, v bistvu 3 trgovine
pa še slikopleskarji so se nam pridružili. V trgovskem centru Jurkovič vse od otvoritve centra deluje tudi znano podjetje Mihaela, kjer je možno dobiti vse za vinogradništvo in vinarstvo. Ja, v redu. Drugače je podjetje že ustanovljeno od leta 1991, prva trgovina je bila na Kogu, od 1995 pa smo tukaj in ja, delovno smo vsak dan v pogonu, kar pestro je. In kaj ponuja vaša trgovina, vaše podjetje? Mi imamo malo prodajo in veleprodajo in prodajamo v glavnem stekleno embalažo, vse ustrezno zamaške pokrove, zraven k temu enološka sredstva. Žal smo v zadnjem času mogli opustiti prodajo strojev Husqvarna in servis, ki smo ga upravljali dolga leta, zaradi pomanjkanja delovne sile nismo več uspeli najti ustreznega serviserja, kar je zahtevala Husqvarna in pogojevala Husqvarnina pogodba, tako da to smo opustili. Prodajamo še nekaj kosilnic, drugače pa od Husqvarne ves potrošni material, rezervne dele še vedno se lahko pri nas naročijo, vrtno orodje, v glavnem to. Se je v teh letih kaj spremenila vaša ponudba od začetka recimo do danes, razen Husqvarne, no? Ja, to je v bistvu glavna stvar, kar smo mogli opustiti, drugače pa ne. Naša osnovna dejavnost je bila prodaja enoloških sredstev in pripomočkov za kletarstvo. Ste zadovoljni torej? Ja, moram reči, da ja. Sicer ni dela brez težav, še vedno pomanjkanje kadrovske težave, še bi kakega sposobnega delovnega rabili zraven. Pač več dela imamo na veleprodaji, kar zahteva dosti tako fizičnega dela kot dela nasploh. In lahko bi še kaj naredili več, če bi kakšne težave lahko odpravili, pa tudi prostor, ki ga imamo dosti, nam je vedno premali, pa vedno težava. Tako da imamo plane, pa smo še zagnani za kaj več. Podjetje Jurko, ki se v trgovskem centru Jurkovič nahaja tudi že vse od leta 1995, je leta 1990 ustanovil domačin Vinko Jurkovič. Današnji lastnik je Branko Jurkovič. Trgovina ima pestro ponudbo in tudi dovolj strank, pravi direktorica. Kar se tiče prometa in naše prodaje, smo mi zadovoljni. Res pa je, da imamo pester izbor vsega mogočega od sadik do ostalega kmetijskega repromateriala. Res pa je tudi to, da oskrbujemo še druge okrog za dostavo. In kdo pravzaprav so vaši kupci? Naši kupci so v glavnem kmetijski proizvajalci in pa vrtičkarji. To pomeni, da je v ponudbi vse, ne? Kaj bi recimo izpostavili torej, iz ponudbe vašega podjetja? Pri nas največ v bistvu prodamo gnojil, škropiv, sadik, semen, pa ostalega repromateriala, ki ga pač potrebujejo naši kupci. Trgovski center Jurkovič sta zgradila zakonca Kristina in Stanko Jurkovič. Slikopleskarstvo in veliko zaposlenih ter količina materiala so prinesli potrebo po primernih prostorih, ki še danes zadostujejo, pojasni lastnik Stanko Jurkovič. Nikoli nismo gledali, da bi to razširili, nekaj takega. Gledali smo, ker pri nas je bilo zaposlene vedno precej ljudi. Ljudje so, bilo je dosti materijala imeli na zaloge in smo iz vidika materijala, ki je bil na zaloge, smo rekli, zakaj pa ne bi bila trgovina, pa bi se tudi prodajalo. In tako je dejansko to nastalo. Takrat, ker smo te tudi računovodske zadeve nam pomagala v plus trgovinski del. No, slikopleskarstvo, ta veja še deluje, ne? Torej, še kar imate posla? Ja, deluje, ja. V isti meri, sicer še celo za malo povečano. Obada se najmlajši sin.
nekaj mora delati. Vi pa ste torej v zasluženem pokoju. Zasluženo pokoj, ja. Uživamo, umaknili se. In vse prepustili otrokom. Točno. Tako želimo vam, seveda ta center Jurkovič je tudi lep na pogled, ne? Tako vhod v mesto, vedno je pestro, vedno živahno. Ste zadovoljni, ne, z strankami, je dovolj strank, kupcev? To je čisto dovolj. Ni zdaj to, kaj bi bilo nekaj za razširitev, povečanja, takrat bi mogli drugi koncepti sežeti, drugače pa je pokriva se, vse se dela v razliki, da je dejansko vse pokrito, poplačano. No. Praznik, kot je 30 let obstoja trgovskega centra Jurkovič, zahteva tudi torto in skupno fotografijo. A to še ni bilo vse. Siceršnje bogate pogostitve so na praznični dan bili deležni vsi, ki so center ta dan obiskali slučajno ali z namenom, da slavljencem čestitajo ob jubileju. V nadaljevanju pa še domači športni podvigi, ki jim sledi sodelavec Uroš Krstič. 7. krog ptujske superlige je med 6 tekmami ponudil sosedski derbi Ormoža in Središča. Okrog 450 gledalcev v športnem parku Mestna Graba je videlo 9 zadetkov in doslej najvišjo zmago Ormožanov v zgodovini vseh sosedskih derbijev. Na sosedskem derbiju so gostitelji Ormožani visoko porazili Središčane, ki se v letošnji sezoni ubadajo s številnimi igralskimi težavami. Zato ni čuditi, da je ekipa Središča po 7. odigranem krogu na zadnjem 12. mestu. Brez točk in ob gol razliki 3 doseženih in kar 26 prejetih zadetkov. Za Ormožane je to bila 5. zaporedna zmaga. Ekipi je na igrišče popeljala sodniška trojka Teo Glažar, Robert Šprah in Osman Čosić. Nalogo delegata na srečanju v športnem parku Mestna Graba je opravljal Zvonko Bezjak. Trener domačih Sašo Kupčič je srečanje začel z naslednjo enesterico. V golu Amadej Vršič, v polju Dejan Kociper, Emanuel Mihalič, kapetan Teo Prapotnik, Blaž Borko, Luka Baš, Gal Namestnik, Luka Kumrič, Patrik Javšovec, Luka Kirič in Luka Petrinec. Gostje so derbi začeli z naslednjo enesterico. V golu Filip Vohar, Aljaš Janežič, kapetan Filip Janežič, Klemen Jakel, David Felzer, Kevin Caf, Žan Šujen, Anej Fafulič, Nejc Šulek, Benjamin Rep in Miha Sakelšek. V prvem polčasu so padli 3 goli, vsi 3 so končali v mreži Središča. Tik pred uvodnim zadetkom so domačini preko Emanuela Mihaliča zatresli prečko. Nato je za 1:0 v 24. minuti poskrbel Blaž Borko. Le minuto kasneje so se domači navijači veselili novega zadetka. Na 2:0 je povišal Luka Kirič s svojim 7. prvenstvenim golom. Sedel je še 3. zadetek Ormoža v pičlih 8 minutah. V 32. minuti je rezultat prvega polčasa Ormož Središče 3:0 postavil Teo Prapotnik. Kapetan Ormoža je zadel z glavo po uspešno izvedenem kotu. Do odhoda na odmor smo videli 2 rumena kartona, ki sta jo prejela Aljaš Janežič v 38. in Blaž Borko v 43. minuti. Zabeležili smo še en resnejši poskus gostov za prvi zadetek na tekmi. V drugem polčasu gostitelji kljub visokemu vodstvu niso prav nič popuščali. Pred novimi zadetki sta porumenela prvič pri domačih Anže Šujen in drugič Janežič, kar je pomenilo rdeč karton in odhod z terena. Luka Petrinec v 56. in Luka Baš v 58. minuti, oba po asistenci Kiriča, sta poskrbela za 4 ter 5 v mreži Središča. Na 5:1 je znižal Klemen Jakel v 61. minuti. To je bil šele 3. zadetek Središča po 7 krogih v tem prvenstvu. V 72. minuti je za teniški 6:1 poskrbel Patrik Javšovec s svojim 8. prvenstvenim zadetkom. Zadetek Javšovca kot da je razjezil njegovega soigralca Kiriča, ki je z novima zadetkoma v 85. in 89. minuti poskrbel za 7 in 8:1. S tema zadetkoma skupaj 9 je Kirič trenutno najboljši strelec ptujske superlige.
Poglejmo še k ostalim rezultatom 7. kroga, ki je ponudil ljubiteljem okroglega usnja kar 29 zadetkov. Grejena Apače 0:2, Makole Rogoznica 4:0, Stojnci Gorišnica 4:2, Markovci Boč 2:2 in Gereče vas Bukovci 4:0. Na lestvici vodijo Apače z 2 točkama naskoka pred Ormožem. Tretje Makole in četrti Stojnci so pri 13 točkah. Sledijo Markovci, Boč, Gorišnica, Gereče vas, Grejena, Rogoznica, Bukovci in Središče. V 8. krogu so pari naslednji. Derbi kroga je Apače Makole. Drugovrščene Ormožane v soboto 11. oktobra ob 15. uri čaka gostovanje v Poljčana. Središče v soboto 11. oktobra ob 15. uri v športnem parku Trate gosti Gereče vas. Ostali pari so še Bukovci Rogoznica, Grejena Stojnci in Gorišnica Markovci. Rokometaši Jeruzalema so imeli dvojni program. V soboto so gostovali v Radovljici pri Frankštalu, v sredo pa so na Hardeku gostili Celje Pivovarna Laško. Poglejmo, kakšen vtis so pustili. Za Ormožane je zahtevnih 12 dni, v katerih so odigrali kar 4 tekme. Nasprotniki so bili Trimo Trebnje, Škofljica, Frankštal Radovljica in Celje Pivovarna Laško. Bera točk pa solidna, saj so se ob zmagi, 2 remijih in 1 porazu zbrale 4 točke. Čez vikend so vinarji gostovali na Gorenjskem, pri novincu v ligi Frankštal Radovljici. V prvem polčasu sta se ekipi ves čas menjali v vodstvu, a si nobeni ekipi ni uspelo priigrati več kot 2 zadetka prednosti. Jeruzalem je povedal 4:2, a je hitro sledila serija domačih 4:0 in prevzem vodstva 6:4. Na vodstvo gostiteljev so s 3 zaporednimi zadetki odgovorili Prleki in povedli znova za gol 7:6. Prvi polčas so rokometaši Radovljice zaključili s serijo 3:0 in odhodom na odmor z 2 točkama prednosti. Polčas Frankštal Radovljica, Jeruzalem Ormož 12:10. Junaka prvega dela tekme sta bila oba vratarja, pri domači Jahor Stasijok in pri gostih Filip Ramfl. V drugem polčasu so vse do 50. minute vodili Gorenjci, največ za 2 zadetka, nazadnje pa pri rezultatu 23:22. Sledila je odločilna serija Ormožanov s 3:0, ker so izkoristili napake domače ekipe in prevzeli vodstvo s 25:23. Da ni prišlo do novega popolnega preobrata, je v napakah domače ekipe s svojimi obrambami poskrbel vratar Aleš Zemljič. Na koncu veselje Jeruzalema o prvi zmagi v sezoni pri končnem izidu 30:27. Domača golmana sta zbrala 12, gostujoča 14 obramb. Pri Radovljici je 19-letni Martin Drnovšek dosegel 8, Žan Debelak je bil uspešen 7-krat. Prva strelca in najzaslužnejša za težko prigarano zmago na Gorenjskem sta v vrstah Jeruzalema bila Jure Lukman z 9 in Žan Kurže Lesjak s 6 goli. Že v sredo 8. oktobra je vinarje čakala nova tekma. Razlog igranja tekme med tednom je bil nastop gostov iz Celja čez vikend v Evropskem pokalu. Lepo poln Hardek je videl odlično predstavo domače ekipe, ki je bila zelo blizu zmage. Prvi polčas so vinarji dobili za 2 zadetka, 20:18. V večjih primerih je prednost domačih že znašala tudi 4 zadetke. Prvi ime prvega polčasa je bil Jure Lukman, ki je pivovarjem nasul kar 7 zadetkov. Cel drugi polčas je minil v zelo izenačeni tekmi. Na koncu, kot se za Hardek spodobi, pa ni šlo brez drame. Celjani so imeli napad za 36. zadetek in storili napako. V protinapadu je zadel Filip Jerenec in poskrbel za vodstvo 36:35. Za izenačenje na 36 je iz težke pozicije zadel Maj Marguč. Po minuti odmora je ostalo Jeruzalemu še 5 sekund za zmagoviti gol, a je dober poskus Nika Čiroviča švignil za las mimo gola. Pri Ormožanih prva strelca Lukman in Čirovič oba po 8 točk. Na drugi strani je prav tako 8-krat bil uspešen Andraž Makuc. Na lestvici vodita Slovan in Trimo z 11 točkami. Celjani so s tekmo več z 8 točkami na 4. mestu. Z novo točko se je Jeruzalem dvignil na 8. mesto. 9. je Gorenje, 10. Sviš, 11. Radovljica in 12. Škofljica. V naslednjem 8. krogu Ormožane čaka gostovanje v Velenju pri Gorenju. To je bilo nekaj zadnjih dogodkov od tod okrog. Tudi prihodnji dnevi prinašajo vrsto zanimivih dogodkov, tako da se nam le pridružite tudi čez teden dni. Hvala za pozornost in nasvidenje.